Komunalno podjetje Ptuj se je odzvalo na očitke, da naj bi bilo blato najdeno v Pivoli iz njihove čistilne naprave. Najprej moram povedati, da seveda strogo obsojamo in to kriminalno dejanje, ki se je v Pivoli zgodilo, in seveda želimo, da se čim prej ta dogodek razišče, se najde storilca in ga seveda tudi se ustrezno sankcionira. Mi se s tem dogodkom ukvarjamo že od petka prejšnjega tedna, odkar smo prav od vas medijev dobili prve informacije, indice o tem sprevrženem dogodku v Pivoli, o nelegalno odloženem blatu na tej lokaciji, ki je seveda povzročilo naravno oziroma okoljsko katastrofo. En dan pred onesnaženjem v Pivoli so se iz njihove čistilne naprave odvozile večje količine odpadnega blata. Ko smo spremljali te informacije iz Pivole, smo nekako gledali sporednice teh količin, terminov in seveda hitro nekako lahko zaključili, da bi se morebiti tudi naše blato lahko znašlo na tej lokaciji. V komunalnem podjetju Ptuj so tudi predstavili protokol prevzema blata in dodali, da so v začetku tedna od prevzemnika CEP iz Celja zahtevali poročilo, ali je bilo s tem odvozom vse v skladu s pogodbo. Na naši napravi to blato odlagamo začasno v skladišče, v nadstrešnico, kjer je kapacitete za kakšnih 4-5 dni, nekaj dni tega blata torej lahko skladiščimo na naši lokaciji. Odvoze blata usklajujemo vnaprej z izbranim izvajalcem. Odvoz vršijo tako, da je njihova naloga naložiti tovornjake, medtem ko tovornjake naroča na javnem razpisu izbran izvajalec. To je torej CEP d.o.o. Ko se blato nalaga, se tehta in ko je kamion naložen, se izpolni oddajnica materijala, v katero se navedejo podatki o dnevu, kdaj je bil ta odvoz izvršen, o količini blata, ki je bil naložen, in registrskih številkah tako vlečnega vozila kot priklopnika. In ravno registrska oznaka tovornjaka, ki je bil ujet na lokaciji v Pivoli, je prav tako ljubljanska kot registrska oznaka, ki je bila zabeležena dan pred tem dejanjem na komunalnem podjetju na Ptuju. Kot je bilo povedano, pri nas je vsak kamion zabeležen, tako kamion kot prikolica, z registrsko tablico in dnevom odvoza. Tako zvani prezivni ljubljanska registracija. Ja, te podatke, kot sem povedal, smo mi dali vse in inšpektorju in policiji. Po pogodbi je določeno, kam se mora blato odpeljati. Je v pogodbi napisano, kam se mora na obdelavo to blato peljati. V pogodbi imamo napisano, da se blato vozi na surovino v Maribor. Vmes je bilo tudi dogovorjeno, da se del blata izvozilo v Avstrijo, se pravi meddržavno premeščanje blata. V zadnjem času, oziroma v tem tednu, pa smo izvedeli od našega podizvajalca, da bi se blato vozilo na lokacijo v Zalog, LM Surovina Ljubljana. Kakšna je verjetnost, da gre v Pivoli za blato iz Ptuja, nočejo ugibati. Pravijo pa, da bodo organi pregona gotovo dobro opravili svojo nalogo. Mi smo v začetku tega tedna stopili v kontakt z ustreznimi inšpekcijskimi službami. Konkretno v torek smo imeli obisk okoljskega inšpektorja, katere smo predali oziroma povedali vse informacije, predali vso dokumentacijo, ki je zahteval. V tistem obdobju je sicer blato odvažalo 9 kamionov. Kapacitete enega je 25 ton. Cena kubičnega metra pa znaša 117 € brez DDV. Sicer pa civilna zaščita iz Hoč in gasilci nudijo prvo pomoč gospodinjstvom, ki so na območju Pivole. Gasilci vsakodnevno dovažajo pitno vodo v ta bazen, kateri napaja 5 hiš. Danes smo sklenili dogovor o rešitvi njihove vode, pitne vode, se strani Mariborske vodovoda, občine in pa z lastniki teh hiš. Naš sogovornik ob tem ocenjuje, da bo sanacija terena trajala dlje časa, vsaj dober mesec dni ali več, saj je dostopnost terena slabša. Prav tako pa je tudi obsežna ekološka katastrofa. Glede na samo dostopnost terena in pa obsežnost te katastrofe, računamo vsaj dober mesec dni ali več. Dejansko bile so 3 lokacije. Prva lokacija, ki je bila omenjena en dan prej, je bila organska snov, po domače tropine, ki niso tako škodljive kot tole blato. Tisto smo naslednji dan takoj sanirali s pomočjo občine. Nato smo odkrili 2 druge odlagališči, že takoj zgodaj zjutraj v petek.
in te dve odlagališči so tukaj bivali. In prav ti dve odlagališči sta vplivali na onesnaženost celotnega potoka in njegove okolice. S Policijske uprave Maribor so medtem sporočili, da še vedno poteka intenzivna kriminalistična preiskava. Njihovi kriminalisti pa dejanje preiskujejo prioritetno in za odkritje povzročiteljev onesnaženja sodelujejo tudi s kriminalisti iz drugih delov Slovenije.